Torej, spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, z malo zamude zaradi tehničnih zadev začenjamo z predstavitvijo oziroma pogovorom o dveh knjigah, ki se ukvarjata pravzaprav z zelo sorodnimi vsebinami. To je tudi razlog, da jih predstavljamo skupaj. Ta pogovor bo potekal na takšen način, da bom najprej na kratko predstavil oba avtorja, potem bosta avtorja sama nekaj povedala o knjigah, pripravila sta tudi PowerPoint prezentacijo, na to bo seveda sledilo nekaj vprašanj o vsebini knjige in potem seveda na koncu boste imeli besedo tudi vsi tukaj prisotni v dvorani, da se boste lahko oglasili oziroma kaj vprašali. Načeloma ne bi bili daljši od 1 ure in upam, da nam bo ura bo hitro minila, tako da, če dovolite, bom kar začel. Torej, predstavljamo dve knjigi, ki vidite, so si pravzaprav precej podobne že po formatu in po debelini, bi lahko rekli, in obe se ukvarjata z zgodovino zahodnega dela slovenskega ozemlja v srednjem veku, ne na nekoliko v daljšem časovnem razdobju, ne nekoliko krajše, v srednjem veku in tudi v 16. stoletju. In sicer imamo, če začnem z knjigo, ki je prejšla, to je knjiga Vojka Pavlina, Goriška od zadnjih goriških grofov do habsburške dežele. V knjigi bo, kot rečeno, povedal nekaj več avtor. Za začetek naj samo povem, da se ukvarja z približno stoletje dolgim obdobjem goriške zgodovine, in sicer od 1420, ko je Furlanija prišla pod beneško oblast, pa do 1521, ko je z Voremskim mirom pravzaprav bilo dokončno rešeno vprašanje pripadnosti goriške grofije, ki je ostala pod Habsburžani na to do 1918. leta. Druga knjiga, Miha Kosija, ima naslov Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek dežele Kras. Se pravi, bi rekli lahko, da se ukvarja z prostorom, ki se deloma prekriva z knjigo ali pa z vsebino, ki jo obravnava Pavlinova knjiga, vendar seveda obravnava nekoliko širši ali pa večji prostor, če hočete, tudi kronološko je širše zastavljena in začenja pravzaprav svojo pripoved že v visokem srednjem veku. Obe knjigi sta pomembni že zaradi tega, ker je pravzaprav historiografija o Krasu, zlasti o Krasu, nekoliko manj o Goriški, pravzaprav precej skopa. Če hočete se seznaniti z starejšo zgodovino Krasa, pravzaprav nimate zavzeti v roko ravno veliko del. Vsaka osnova za vsako delo je še vedno komentarij oziroma uvod Milka Kosa k njegovi ediciji Primorskih urbarjev. Na to imamo recimo dela, ki so obravnavala posamezne segmente, kot je Gestrinova trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti in tako naprej. Kaj več pa pravzaprav takšnih obširnejših informacij ali pa obširnejših del o Krasu ne boste našli. Govorim za srednji vek seveda in za recimo 16. stoletje. Za Goriško je stvar nekoliko drugačna in nekoliko boljša, predvsem zaradi razloga, ker je Goriška praznovala leta 2000 in 2001 dva pomembna jubileja, namreč 1000 let od prve omembe Gorice leta 1001 in 500 let od izumrtja goriških grofov in prihoda Goriške pod Habsburžani leta 1500, torej 500 let. In te jubileji so sprožili, ali pa so bili povod za kar celo vrsto raziskav, tako v slovenskem zgodovinopisju, kot tudi v avstrijskem in italijanskem, ki so prinesli, bi rekel, številna dela, pomembna dela, bili so organizirani simpoziji, tako da imamo o tej goriški zgodovini pravzaprav nekoliko več zavzeti v roke. Avtorja, torej, če začenjam zopet po kronološkem redu, knjiga Vojka Pavlina ima leto izdaje 2017, čeprav je v bistvu bila predstavljena letos pomladi, smo jo predstavljali v Novi Gorici in v Gorici. Knjiga Miha Kosija ima letošnjo letnico, torej Vojko Pavlin seveda je, lahko rečemo, specialist za ravno to obdobje in ta vprašanja. Študiral je zgodovino in nemški jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti
in tu je tudi potem nadaljeval študij in je magistriral leta 2004 z eno nalogo, v kateri je ediral in tudi analiziral urbar goriškega gospodstva iz leta 1507, to je pravzaprav urbar, ki so ga pravzaprav dali narediti, sestaviti Habsburžani, potem, ko so prevzeli Goriško, da so pravzaprav sploh vedeli, kakšne so ekonomske kapacitete te dežele. Se pravi, s tem prehodnim obdobjem, kritičnim obdobjem, če hočete, v kontekstu goriške zgodovine se je ukvarjal že z magistrsko nalogo. Magistrska naloga je potem 2 leti kasneje, 2006, tudi išla kot monografija z naslovom Goriško gospodstvo od prehoda pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507. Te svoje raziskave je potem nadaljeval v okviru doktorskega študija, ki ga je zaključil leta 2012 in predelana doktorska disertacija je tukaj danes pred nami. Vojko Pavlin se drugače seveda pri tem delu se je dobro seznanil z arhivskimi viri, zgodovinskimi viri in zato tudi sodeluje oziroma delal kot na neke vrste arhivar, lahko rečem. Vsekakor se ukvarja z transkripcijo starejših zgodovinskih virov in urejanjem tudi arhivskega gradiva. Drugi kolega Miha Kosi je doma iz te hiše, zaposlen na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, kjer je višji znanstveni sodelavec, študiral je zgodovino in geografijo in ta povezava se pravzaprav vidi nekako veje iz vseh njegovih, več ali manj vseh njegovih raziskav, njegovih del, ki jih je upravljal. Tudi v tej knjigi se seveda vidi, da je geograf tudi po stroki, glede na karte, ki jih je naredil. V zvezi s kartami naj samo še rečem, da je bil eden glavnih avtorjev slovenskega zgodovinskega atlasa. Za srednji vek mislim, da si vse karte naredil in nekatere med njimi so seveda izredno zahtevne produkti, recimo posestna struktura slovenskega ozemlja skozi posamezna obdobja, ena takšna karta, ki obsega 2 strani, recimo zahteva par mesecev intenzivnega dela, da je lahko narišete. Tukaj so bile potrebne temeljite raziskave. Miha Kosi je seveda tudi zato, ker je geograf, se ukvarja z prometom in to je bila tudi tema njegove doktorske dizertacije. Potujoči srednji vek je naslov knjige, ki je iz tega nastala, išla je leta 1998. Naslednje področje pomembno njegovega raziskovalnega dela je zgodnja zgodovina mest, urbana zgodovina, kjer je tudi naredil nekaj zelo odmevnih raziskav. Deloma jih je zaokrožil leta 2009 v monografiji Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Ukvarja se tudi s historično topografijo. Pred kratkim je bila tukaj, oziroma to je zdaj že 2 leti, lansko leto je bila predstavitev zaključka tega projekta, to je bila historična topografija za Kranjsko, se pravi eno delo, ki je nastalo v Torzu še od časa Milka Kosa in je bilo objavljeno kot Torzo leta 1975, je zdaj doživelo pravzaprav na nek način bistvene dopolnitve in predvsem je seveda dostopno v elektronski obliki preko posebne spletne strani. In zdaj ste dobili tudi projekt, čeprav vem, da nadaljujete s tem topografijo Primorske naprej. Se pravi, gre za temeljne raziskave in za temeljna orodja, ki jih potrebuje vsak zgodovinar. Toliko mogoče na kratko, seveda bi se dalo v bibliografijah in o delu obeh avtorjev še veliko povedati, vendar da ne bom predolg, mislim, da zadostuje na tem mestu toliko in zdaj prepuščam besedo obema avtorjama, da povesta nekaj o svojih delih. Hvala lepa za to uvodno besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zahvaljujem se seveda predvsem tudi doktorju Kosiju, ki me je na nek način povabil k tej skupni predstavitvi in sploh Slovenske akademiji znanosti in umetnosti. Zahvala gre tudi doktorju Borisu Golcu, ki je bil moj mentor in tudi urednik knjige.
in še mnogim drugim, ki so seveda prispevali, pri tem tudi direktorju Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, magistru Dragu Trpinu, ki je knjigo vključil oziroma sprejel, založil, da je lahko išla v knjižni obliki. Torej, kot je bilo že rečeno, besedilo knjige zajema obdobje nekako med letoma 1420 in 1521. Vmes je seveda ta ključna zareza za goriško zgodovino, to je leto 1500, ko je umrl zadnji goriški grof Leonhard in je grofijo v celoti dedoval Maksimilijan Habsburški. Seveda, pri tem je mišljen južni del goriškega dominija, tako imenovana notranja grofija Goriška, kajti obstajala je tudi v tistem času tako imenovana prednja grofija Goriška na Koroškem in v Pustriški dolini. Čeprav je v tistem času vedno govor le o eni sami grofiji, oba izraza sta iz poznejšega časa. Prvi mejnik leta 1420 je na nek način celo še bolj pomemben, predstavlja še večjo zarezo na neki način, seveda, če gledamo stališče Gorice same, kajti v tem letu je, kot je znano, Beneška republika zavojovala Furlanijo, torej se je priključila kneževino Oglejskega patriarhata in s tem se je terra firma razširila do meja Goriške. Pravzaprav, če bi vprašali nekateri italijanske zgodovinarje in pa sploh Benečane, bi rekli, da se je ta terra firma razširila čez Goriško. S tem se je zgodilo to, da je Gorica pridobila na mejnosti, kajti nesporno je, da je goriška preteklost v visokem srednjeveku, pa še prej, bila močno povezana s Furlanijo in ta furlanska identiteta se na nek način s tem aktom izgubila. Verjetno tudi zato, ker so Benetke predstavljale drugačen režim, kot je bil znan za Svetorimsko cesarstvo oziroma Rimsko-Nemško cesarstvo, kajti seveda šlo je za mestno državo, ki nikoli ni bila del Zahodnega cesarstva, ampak je spadala v svoji starejši zgodovini pod Bizanc, pod Vzhodno cesarstvo. In ta diskrepanca zagotovo odseva tudi v življenju same grofije. Historiografski pogledi na te prelomne dogodke so bili posebno v času nacionalnih antagonizmov delno obremenjeni z narodno idejo. Je šlo leta 1500 za izgubo Goriške, kakor je posebno svoj čas večji del trdilo italijansko smirno zgodovinopisje, ali za njeno pridobitev, kakor jo je interpretirala nemško-avstrijska historiografija. V tem smislu se zdi, kot da bi slišali odmev prič srede 15. stoletja, ki so jih po naroku Beneškega senata spraševali, kje se nahaja locus Goricije. Nekateri so trdili, da se nahaja v Furlaniji, drugi da in Alemanija. Prebivalce dežele oziroma mesto ob Soči so namreč v poznem srednjeveku pogosto označevali kar za Nemce, ne glede na to, katerega od treh jezikov so tedaj govorili. Ampak med vprašanimi so bili tudi nekateri, ki so menili, da se Gorica nahaja in Sklavonija. Celo, da se ne nahaja v nobeni od teh entitet, ampak da se nahaja na Krasu, kar se nekako spet ujema s temo. Knjiga je le fragmentarni poskus, če malo prikažemo torej vsebino, fragmentarni poskus predstavitve poznosrednjeveške Goriške, ki je pač tedaj pod svojimi grofi plula med črmi dveh spenjajočih se političnih sil, Habsburžani in Benečani. Po letu 1420 je imela Beneška republika kot naslednica oglejskih posesti goriške grofe za svoje varovance. Vsi trije goriški grofi so se v svojem času šli pokloniti v Benetke kot beneški vazali. Torej govorimo o zadnjih treh, torej Henriku IV, Ivanu in Leonhardu, Ludvik je pa hitro umrl, tako da ni
ni vladal veliko časa. Ob tem poklonu pa ni bilo navedeno, za katere fevde dejansko gre, kar je potem povzročilo mnogo sivih las tudi padovanskim univerzitetnim strokovnjakom, ki so poskušali dokazovati, da je Goriška pač vedno pripadala po feudalnem pravu Oglejskemu patriarhu. Seveda, rimsko-nemški kralji oziroma cesari so zavračali takšno obravnavo družine, ki se od leta 1365 kitila z naslovom kneza v Svetem rimskem cesarstvu. Beneški grožnji in habsburškim aspiracijam v prodoru proti Jadranu so se poskušali Goriški otegniti predvsem s povezovanjem z grofi celjskimi. Z njimi je že goriški grof Henrik IV. Podpisal dedno pogodbo in se pogajal o zamenjavi posesti, s čimer bi se Goriški zasidrili kot gospodje znatnega dela Koroške, celjski pa bi postali mogočni gospodari tudi ob Soči in na Krasu. Načrt je bil seveda usmerjen proti Habsburžanom, ki bi s tem izgubili svoje pozicije tako na Kranskem kot tudi na Koroškem. Do uresničitve tega načrta sicer ni prišlo, čeprav je tudi Henrikov sin Ivan večkrat paktiral s Celjani, ne samo to, odrastel je tudi na celjskem dvoru, kar ti Celjani so nad njim izvajali skrbništvo, še ko je bil v ranih rosnih letih. Grof Ivan je vladal zelo malo časa, sicer samo 8 let, sredi 15. stoletja, in je poskušal z mnogimi ukrepi utrditi Goriški domini, kar mu je tudi do neke mere uspelo, vendar mu zunanje okoliščine nikakor niso bile naklonjene. Povezovanje s Celjani je itak padlo kmalu v vodo zaradi izumrtja celjskih grofov 1656, čez 4 leta v boju za celjsko dediščino so pa Goriški doživeli velik poraz in požarniški mir jih je skoraj popolnoma dotolkl, saj so izgubili za nekaj časa celo osrednjo posest v Pustriški dolini z gradom Bruk in Ljencom. Ivanov mlajši brat in zadnji goriški grof Leonhard je še naprej manevriral med Benečani in Habsburžani. Večkrat je bil v mejnih sporih z republiko in stvar je šla tako daleč, da bi morda celo eskalirala v vojaški spopad, kajti Serenissima je grofu pred nosom, sicer z namenom obrambe proti Turkom, postavila trdnjavo gradišče ob Soči. Maksimilijan Habsburški, ki je hotel znova obuditi cesarske pravice v Italiji, je bil do grofa nekoliko spravljivejši, kakor njegov oče Friderik III. Leonhard se je, kljub temu, da je postajalo vse bolj jasno, da bo brez potomcev, trdovratno boril za ostankov v svoji grofiji in do konca ni hotel pristati na podpis dedne pogodbe s Habsburško hišo. Maksimilijanu je 3 leta pred grofovo smrtjo vendarle uspelo podpisati z njim permutacijski sporazum, ki je določal izmenjavo posesti, s čimer so Habsburžani svojemu oporišču Pordenone pridružili še nekaj grofovih posesti ob Tilmentu in Krmin blizu Gorice. Slednjič je Habsburžanu uspelo prehiteti Benečane in po Leonhardovi smrti prevzeti Goriško, ter je kljub enoletni beneški zasedbi obdržati v svojih rokah in jo po določilih Wormskega miru tudi ozemljsko razširiti. No, to je podoba Leonharda na gradu Bruk, avtorja Simona von Taisten. Freske so obnovljene, dobro ohranjene. No, upad moči goriških grofov v poznem srednjem veku odseva tudi v izgubi nekaterih gospostov, ki so jih pogosto zastavljali bogatim kreditodajalcem. Pomembno rečno pristanišče, lažje še malo vizuelno. Zemljevid je seveda, avtor zemljevida je dr. Kosi, da si lažje predstavljamo. Torej, kot rečeno, tole je notranja grofija Goriška.
okrog leta 1625, mislim, da. No, s časoma je tudi ta sorazmerno majhen teritorij se krčil. Tukaj je Latisana, pomembno rečno pristanišče, ki je grofu prinašalo precej denarja, ampak je večinoma gospodstvo zastavljal. Vendarle v 15. stoletju nad njim Goriški niso imeli več praktično nobene ingerence, samo formalno so še imeli v svojih rokah. Drugače so Benečani obvladovali ta prostor. Enklava Belgrado in pa Castelnovo sta ostala v goriških majavih rokah, če lahko tako rečemo. Po tržaški vojni so izgubili najprej gospodstvo Novi Grad leta 1463, do njega so prišli Benečani. Vojni podvigi Jamskih pa so odzeli Goriškim še planino. Jamski so sicer potem to prepustili Habsburžanom. Tako da se je Goriška omilja na majhen prostor, kot rečeno, na ostanke ostankov, torej Gorica s bližnjim Krminom, Richenberško gospodstvo in pa gospodstvo Švarcenek pri Divači. Na specifični razvoj goriške dežele je v veliki meri vplivalo njeno oblikovanje iz teritorijalnega zemljiškega gospodstva v Gorici. Večje diferenciacije goriškega plemstva ni bilo. Le redki so bivali po kastelološki terminologiji pravih gradovih, so se morali zadovoljiti z dvori. Zaznavan je premik podeželskega plemstva v večja središča, v Gorico in Krmin. Poleg zemljiške rente je bila nižja sodna pravica ena od pomembnejših, ki je bilo deležno deželno plemstvo. Vendar so grofje večji del sodne oblasti v deželi obdržali zase, tako da so držali ključne vzvode oblasti in ob majhnem številu deželnega plemstva so se le malo številni lahko ponašali z viteškim naslovom. V knjigi je precej izpostavljena problematika deželnih stanov na Goriškem. V odločnem delu italijanske historiografije je prevladalo mnenje, da se za časa goriških grofov institucija deželnih stanov ni mogla razviti, ker goriški grofje kot beneški varovanci niso bili suvereni. Vendar lahko s tako tezo se ne moremo strinjati, sploh če upoštevamo, da deželni stanovi ne predstavljajo dežele v širnem smislu, ne zastopajo torej prebivalstva neke zaokrožene enote in zato ne morejo biti pokazatelj suverenosti neke dežele kot take. Gre za prenašanje parlamentarnih vzorcev, recimo modernih vzorcev na srednješko obdobje. Ob prevladi grofovega lastnega premoženja se goriški stanovi v 15. stoletju dejansko še niso mogli v polnosti razviti. Goriško plemstvo se sicer vsaj od grofa Ivana naprej občasno sestajalo na deželnih zborih, vprašljivo pa je, sploh če upoštevamo pogoje za to, ki jih postavlja pravni zgodovinar Sergij Vilfan, ali so grofi uspeli vsiliti svojim državljanom bolj ali manj redna pogajanja o finančni pomoči. Tudi večja vloga kmečkega prebivalstva v povezavi z deželnimi stanovi je vprašljiva. Ta se postavlja pod vprašaj tudi na Tirolskem zadnje čase. Do neke mere feudalna posebnost na Goriškem je tako imenovani grajski feud ali feudum habitancije, ki so ga razlikovali od navadnega feuda, feudum rectum et legale. Šlo je za tipično furlansko investituro, ki se je razširila na gradovih oglejskega patriarha. Prejemniki grajskega feuda so morali zgraditi ali vzdrževati hišo ali stolp v gradu oziroma ob gradju in v zgradbi prebivati ter opravljati za gospoda obrambne naloge. V primeru večjih gradov se je tako razvilo pravo plemiško naselje in tak značilen primer za goriško deželo je vsekakor Krmin. Vendar je po našem mnenju treba revidirati mnenje, da je bil grajski feud razširjen tudi v poznosrednjeveški Gorici. Namreč goriško ozemlje pod samim gradom, to je Zgornja Gorica, Borgo Castello, če se še enkrat predočimo, tukaj sicer imamo samo aksonometrično študijo, ki jo je pripravil dr. Igor Sapač. Torej Gorica je namreč bila razdeljena na dva dela, za tiste, ki morda manj poznate Gorico, na Zgornjo Gorico in Spodnjo Gorico.
Leta 1455 je grof Ivan razširil mestne pravice iz zgornjega dela tudi na spodnji del do Travnika, do roba Travnika. Travnik je danes glavni trg v Gorici. Torej, smatramo, da grajskega fevda v pozni srednjeveški Gorici ni bilo, zato ker je prišlo do zelo zgodnje urbanizacije. O tem je zelo dobro pisal prav dr. Kosi, ki je pokazal, kako so načrtno pravzaprav zgradili tržno naselbino na zgornjem delu pod gradom in to je verjetno tudi ustavilo torej izoblikovanje, razširjenje grajskega fevda. Čeprav se ta omenja v visokem srednjem veku, ampak samo za del gradu. V 15. stoletju pa ne več. Sicer je mesto Gorica ob grofu razvilo le omejeno obliko avtonomije. Meščanom, ki so v večini posedovali goriške hiše v libelaričnem zakupu, so se brez zadrege pridružili tudi nekateri plemiči. Vendar seveda kljub temu niso bili podrejeni mestnemu pravu, zato jim ne moremo pridajati patricijske nazive. Goriško plemstvo je zelo zgodaj stopalo v službo Habsburžanov in si s tem pripravilo dobro izhodišče za družbeni vzpon po habsburški pridobitvi dežele. Med njimi sta v spredju predvsem obe družini Turnov, della Torre, pri čemer so si pa bili verjetno sorodstveno povsem tuji in je ena izmed njiju morda pognala korenine v Gorici in ne v Milanu, te prevzela ime po stolpu, ki je varoval vhod v goriško mesto. Gre prav za tisto vejo Turnov, ki so se potem zelo uveljavili tudi na Kranjskem 16. stoletja. Okoli leta 1500 tako srečamo na primer na dvoru Maksimilijanove žene Bianke Marije Sforza, tako Ivana Hansa Turna iz družine Vipuških oziroma pozneje Devinskih gospodov, kakor tudi Vida Turna, utemeljitelja gospodstva Križ, ali Sveti Križ. Med vidnimi vladarjevimi zaupniki je bil tudi Jurij Turn, ki se mu do neke mere, bržkone, neupravično pripisuje neslavno vlogo pri začetku velikega kmečkega upora leta 1515. Pri utiranju poti za habsburški prevzem Goriške je bil najpomembnejši goriški mož Simon Hungerspach, ki je zasedel mesto Maksimilijanovega generalnega zakladnika. Funkcija je bila izjemnega pomena, saj je šlo za upravljanje s kraljevim komornim premoženjem in pobranimi davki. Zadnji grofov upravitelj v Gorici Virgil Graben, pozneje prav tako Maksimilijanov svetnik, je bil kljub dvoumnim pogajanjem z Benečani tisti, ki je zagotovil predajo samega gradu Habsburžanom. Sploh je goriško plemstvo predstavljalo pomemben del zaupnikov Maksimilijana Habsburškega v vojni med Benečani in Habsburžani, med njimi pa so bili tudi nekateri filo-habsburški furlanski kastelani, na primer Strasoldi ali tudi Coloredi, na katere se je naslanjal, namreč Patria v Patriji tudi ni bila stvar tako enoznačna, to se pravi tisti del Furlanije, ki je potem pripadal pod Benečane, kajti tam so se plemiški klani med sabo spopadali in nekateri so nekako, če tako rečem, med navednicami niso mogli pozabiti teh vezi, ki so jih imeli s cesarstvom, na drugi strani so bili pa drugi, ki so zelo podpirali beneški režim. Kakorkoli že, čeprav je Goriška po Habsburški, potem ko so Habsburžani jo dobili v svoje roke, pripadale v finančnem smislu sicer Vicedomskemu arhivu v Ljubljani, Vicedomu v Ljubljani, je kasneje se pridružila ostalim trem habsburškim deželam, to se pravi Koroški, Kranjski in Štajerski. To je samo en primer seznama goriških jurisdicentov, ki torej nahaja se v Vicedomskem arhivu v Ljubljani, kar priča o prepovedanem, da je Goriška kot dežela v finančnem smislu bila podrejena Ljubljani. In Kranjska je imela zagotovo tudi apetite, tako kot se je dogajalo recimo na Tirolskem, s Pustiško dolino in na Koroškem, da bi jo priključila, tako kot ostala priključila gospodstva, tako kot Kras, Trst in tako naprej. Ta zadeva je bila vse skozi v igri in sama vojna med Benečani in Habsburžani je seveda podaljšala to vprašanje in medtem, ko je
prednja grofija na Koroški in Pustiški dolini bila priključena Tirolski in ne Koroški, se je Goriška vseeno razvila v samo svojo deželo in še s časoma, pravzaprav šele s časoma, za časom notranje Avstrije očitno izenačila z ostalimi 3 deželami. Tako, da ne bom predolg, najlepša hvala. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Moje ukvarjanje z srednjeveškim krasom je bilo, lahko rečem, bolj ali manj naključno. Skozi leta svojega raziskovalnega dela sem tu in tam naletel na vire, ki so se nanašali na kras, jih sistematsko shranjeval in si seveda želel, da bom enkrat imel možnost to zadevo obelodaniti v samostojni razpravi ali eventualno celo knjigi. No, ta možnost se je ponudila pred nekaj leti, ko je išla posebna številka zgodovinske revije Kronika, ki je bila namenjena krasu, torej kraška številka, kjer sem seveda velik del tega materiala uporabil za obsežno razpravo. Zmanjkalo pa mi je časa za nekatera pomembna vprašanja, ki sem jih seveda lahko podrobneje razrešil v knjigi, ki je izšla letos in ki je pred nami. Kras v srednjem veku je imel nesporno svojo samostojno identiteto. Namreč že najkasneje od srede 13. stoletja se v veri začne pojavljati popolnoma samostojno, poleg sosednjih pokrajin Furlanije, Istre, Krajinske. In seveda ni več bil del katerekoli od teh sosednjih dežel. To je izviral absolutno evidentno. Če govorimo o srednjeveškem obsegu krasa, je seveda treba poudariti, da je obsegal bistveno več kot geografsko pojmovanje krasa danes, ko ga razumemo seveda kot apnenčasto planoto v zaledju Trsta. Srednjeveški kras so omejevali najbolj običajno smatranje srednjeveškega krasa, je zajemalo široko območje, ki ga je omejeval na severu Trnovski gozd, torej Trnovski gozd s pogorjem Nanosa in Hrušice, na vzhodu Javorniki, na zahodu in jugu Tržaški oziroma Kvarnerski zaliv in na jugozahodu pogorje Čičarije, ki ga je ločevalo od Istre. Na tej karti, ki je natisnjena tudi na zadnjih platnicah knjige, je to območje lepo predstavljeno z vsemi najpomembnejšimi strateškimi točkami, ki so obravnavane tudi v knjigi. Za Slovenijo pogosto govorimo, da je bila v zgodovini na prepihu in če to drži, kar seveda drži, bi lahko rekli za Kras, da je bil vedno v zgodovini na burji. Šlo je namreč za izrazito prehodno območje, tranzitno območje, kot je seveda to območje tudi danes in je bilo vedno v zgodovini. In vsaj od začetka 13. stoletja, ko je opazna rast trgovine proti Jadranu in Italiji, je seveda to območje začelo dobivati tudi izjemen pomen in začela se je, lahko rečemo, turbulentna zgodovina tega širokega območja od 12. stoletja do 16. ko se politično dogajanje in vojaško dogajanje malo umiri. Na prometni pomen jasno kažejo v virih omenjene mitnice, ki se začnejo pojavljati na vseh pomembnih cestah iz notranjosti, torej iz Krajinske proti jadranskim pristaniščem in Italiji. In seveda velik del vojaško-političnega dogajanja tega prostora je vezan ravno na te komunikacije, na obvladovanje mitnic, ki so seveda določenemu gospodu prinašale tudi izjemne dohodke. Mislim, da se pogosto premalo zavedamo, da tako imenovana Postojnska vrata so dejansko pomenila enega najlažjih prehodov iz Srednje Evrope v Sredozemlje, zlasti za območje Ogrske, Hrvaške in avstrijske dežele.
In seveda ta velik pomen, ta lahek prehod, ni šlo seveda za nek visok gorski prelaz, kot recimo v osrednjih ali zahodnih Alpah. Ta lahek prehod je seveda omogočal izjemen tranzit, veliko koncentracijo prometa in s tem zvezano veliko politično dinamiko. Torej, burno vojaško politično dogajanje med 12. in 16. stoletjem je osrednje torišče, osrednja tema moje knjige. Namreč v teku raziskovanja tega obdobja, torej Krasa v visokem in poznem srednjem veku, sem prišel do spoznanja, da to območje nikjer v Sloveniji nima primerjave ravno glede te izjemne vojaško-politične dinamike. Gre namreč za izjemno hitro menjavanje posestnikov na vseh najpomembnejših gospodstvih, torej najpomembnejših strateških točkah tega prostora. Izpostavili bi zlasti Postojnsko gospodstvo, Vipavo in pa Lož. To so namreč 3 gospodstva, ki so obvladovala vitalne prelaze na komunikacijah med notranjostjo in Primorjem. V boju za obvladovanje tega prostora, ki sem ga izpostavil že v naslovu knjige, so bile vpletene vse pomembne sile iz neposrednega zaledja Primorja, torej iz Kranjske oziroma Koroške na eni, ter Furlanije na drugi strani. Če kronološko pogledamo ta stoletja, ki jih obravnavam, gre seveda za uglejske patriarhe, za grofe Andeške, koroške vojvode Španhajme, grofe Goriške, Ortenburške in Celjske. Zlasti v 14. stoletja dalje pa tudi za velike sile iz širše regije. Na prvem mestu seveda za Habsburžane, Luksemburžane, ogrske kralje iz Anžovinske dinastije, celo bavarske Wittelsbache in seveda pomorsko velesilo Benetke. V knjigi imam tudi 4 zemljevide, ki kronološko predstavljajo dinamičen razvoj tega prostora od srede 14. pa do začetka 16. stoletja in iz teh kart, kot sem jih postavil, malo je slaba resolucija, dobro, se vidi, kako se je prostor združeval. Na začetku, sredi 14. stoletja imamo še veliko barov, torej veliko različnih posestnikov, potem se prostor združuje in na koncu v 16. stoletju seveda se zreducira le na 2 velesili, na Habsburžane in pa Benetke. Ta antagonizem teh 2 velesil se je razrešil v začetku 16. stoletja v velikem vojaškem spopadu, ki je pri nas znan kot Beneška vojna. Dejansko pa je bil le del velike vojne za Severno Italijo, največje evropske vojne do tedaj, ki je združevala praktično vse velike evropske sile. Ta vojna med letoma 1508 in 16 je, kot vemo, razčistila latentne napetosti med Benetkami in Habsburžani in ustalila se je zahodna meja habsburških dežel, ki je nato ostala bolj ali manj zarisana nadaljnja 3 stoletja vse do Napoleona. Glavni rezultat te vojne je bil ta, da je skoraj celotna slovenska Primorska postala sestavni del avstrijskih, torej habsburških dežel in ne beneških teritorijev. Torej, turbulentno obdobje med 12. in 16. stoletjem je, upam, z mojo knjigo dobilo nek jasen kronološki pregled, ki ima rep in glavo. Da pa je zgodba seveda, tukaj imate kazalo, da se lahko majčkeno pogledate, kako je ta vsebina razdeljena, ne bom se spuščal v podrobnosti. Da je zgodba smiselno zaključena, sem vključil seveda tudi obsežno poglavje o poteku odločilne beneške vojne med letama 1508 in 16, ki začuda kljub izjemnemu pomenu v slovenskem zgodovinopisju še ni bila podrobneje orisana. Predsejšen zaključni del knjige pa je namenjen doslej prezrtemu vprašanju dežele Kras, kar sem tudi izpostavil v naslovu knjige. V teku raziskovanja sem namreč bolj ali manj naključno naletel na vrsto indicev, da je bil Kras v teku 15. in v začetku 16. stoletja nedvomno samostojna dežela v nastajanju, bi jo lahko imenovali.
Imela je namreč vrsto atributov, ki pritičajo ustavnopravnemu pojmu dežele poznega srednjega veka. Če izpostavim nekaj najbolj bistvenih, deželno pravo, Landesrecht am Karst, se omenja namreč že v virih od druge polovice 14. stoletja naprej, pa vse do 16. Obstajalo je deželno plemstvo, Karstleute, nobiles Karsije, Landschaft am Karst, v začetku 16. stoletja celo jasno označeno kot stanovi, ki so bili priznani celo strani vladarja, cesarja Maksimiljana. Kras je v naštetih virih opredeljen z pojmom dežela, land, provincija. Pojavlja se celo 15. stoletje, celo v delilni pogodbi med Habsburžani leta 1446, enakovredno deželam Kranjski, Štajerski, Koroški, Istri in grofiji v Marki in Metliki na Dolenjskem. Zelo pomemben indic je tudi to, da je v deželnem knežjem urbarju za Postojno leta 1498 omenjen deželni knez Landesfürst v deželi na Krasu. Kar je seveda pomembno, ker je to vir same deželno knežje provenience. In ne nazadnje, imamo celo vsaj en dokument, ki dokazuje samostojno zasedanje kraškega plemstva, kar bi lahko smatrali kot neke vrste zametek deželnega zbora, to je bilo v času Beneške vojne leta 1514. Pogoji za razvoj dežele Kras so bili ustvarjeni v teku 15. stoletja, ko je namreč cesar Friderik Habsburški uspel pod svojo oblastjo združiti večino srednjeveškega Krasa. Pridobil je namreč dediščine številnih rodbin, ki so imele tu prej posesti. Šlo je za avstrijske Valzejce, za grofe Celske, Baumkircherje, Luegerje oziroma Jamske in nenazadnje grofe Goriške. Friderikov naslednik Maksimilijan je uspel obraniti teritorij pred apetiti Benetk in ohraniti njegovo enotnost in takšen združen Kras je bil priključen ostalim habsburškim oziroma avstrijskim deželam. Samostojnost kraškega plemstva je v začetku 16. stoletja v virih popolnoma jasno izražena v odnosu do plemstva Kranjske na eni, Istre na drugi in dežele Goriške na tretji strani. Nastopala je cela vrsta rodbin, ki bi jih lahko opredelili za specifično kraške domače plemiče. Jamski, Ravnaheri, Elaheri, Novograjski oziroma Neuhausi, Oberburgeri in še morda katera manj pomembna rodbina. Delovali so zlasti v širšem prostoru Krasa, tu so imeli težišča svojih posesti, tu so se poročali in umirali. Razen redkih izjem jih na Kranjskem skoraj da ne zasledimo, namreč v kranjskih seznamih plemstva iz 15. stoletja. Še pomembneje je njihova udeležba na kranjskih deželnih zborih v 16. stoletju je skoraj neopazna in popolnoma zanemarljiva. Tako Kras v 15. in začetku 16. stoletja evidentno ni bil del Kranjske, kot se je do sedaj pisalo v večini pregledov slovenske zgodovine. Bil je nedvomno na poti razvoja v lastno deželo. Kraško plemstvo se je minimalno povezovalo s kranjskim, zavezništva je iskalo predvsem v zvezi s plemstvom Istre in delno Goriške. Lep dokaz za povedano je imenska knjiga iz leta 1539, to je namreč prva prava davčna knjiga, kjer je kraško plemstvo, ki je posedovalo seveda posesti na širšem območju Krasa, navedeno ločeno od plemstva Kranjske in Istre pod imenom Adel am Karst. Gre za več kot 40 oseb iz 20 družin, kar seveda ni tako malo, to je bistveno več, kot je bila plemiška struktura v istem trenutku v deželi grofiji v Marki in Metliki na Dolenjskem. Med temi 40 osebami je le eden, ki bi ga lahko opredelili kot Kranjec, pa še to malo pomemben Hochstetter. So pa med kraškim plemstvom v tej prvi imenski knjigi mnogi, ki so obenem sodili med deželno plemstvo grofije Goriške. Gre za rodbine Rašauer, Rabata, Orzon, Edlinger, Hajs, Hofer. To so imena, ki so lepo znana oziroma razvidna tudi iz knjige kolega Pavlina. Med kraško plemstvo je štetih nekaj Tržačanov, rodbine Bonomo in Wassermann in nekaj Istranov, kot so na primer Kršanski, pa rodbina Rampelj. Najlepši dokaz samostojnega razvoja Krasa v deželo
pa so prošnje za potrditev deželnega privilegija, ki naj bi ga v preteklosti kraško plemstvo že imelo. Namreč na Dunaju leta 1523 in v Augsburgu leta 1526 je kraško plemstvo prosilo cesarja za potrditev oziroma ponovno podelitev deželnega privilegija, ki naj bi ga že imeli. Rezultat žal ni ohranjen, kar pa seveda ne pomeni, da se morda še ne skriva v kakšnem od dosedaj nepregledanih fondov arhivov morda na Dunaju. Čas 16. stoletja seveda ni bil več naklonjen političnemu drobljenju in nastajanju novih dežel. Zato je seveda usoda Krasa ostala, lahko rečemo, na nivoju dežele v nastajanju in ostaja dejstvo, da se je Kras v teku 16. stoletja vedno tesneje povezoval s Krajinsko, tako v vojaškem kot gospodarskem, političnem in pravnem pogledu in na koncu seveda postal tudi njen sestavni del. Vedar bi za zaključek povedal, da je potrebno, da ni nevažno, recimo, da je bila potrditev deželnih privilegijev cesarja Rudolfa II. Leta 1593 izstavljena na prošnjo stanov Krajinske, Metliške grofije, Istre in Krasa. Torej, še konec 16. stoletja je kraškim stanovom še vedno vsaj formalno priznan samostojen položaj, enakovreden stanovom sosednjih dežel, torej Krajinske, Metliške grofije in Istre. S tem bi jaz ta kratek pregled vsebine moje knjige zaključil. Pokažem lahko, torej to so zemljevidi, ki so sestavni del knjige. Noter je tudi 6 genealoških preglednic, kraških rodbin, goriških grofov. In pa objavljenih je tudi v prilogi, v knjigi je tudi dodana barvna priloga, kjer je objavljenih, mislim, da 16 pečatov, od katerih jih je veliko objavljenih prvič. Gre za pečate nekaterih vodilnih rodbin, tudi recimo za pečat, edini znani srednjeveški pečat mesta Kopra iz leta 1321 in pa celo serijo pečatov kraških plemičev, med njimi tudi Lenarta Herbersteina, glavarja Postojne in Krasa, ki je bil oče znamenitega diplomata Žige Herbersteina, in to iz leta 1478. Toliko z moje strani, zdaj pa prepuščam besedo moderatorju oziroma potencialni diskusiji, če Hvala lepa. Se bo razvila. Zdaj imamo tako situacijo, da imamo veliko vsebine za diskutirati oziroma pojavlja se cela vrsta vprašanj, ob tej predstavitvi časa imamo pa malo. Po uri, če bi hoteli to spraviti v 1 uro, imamo še 15 minut, tako da ne vem, kako bomo to uspeli speljati. Mogoče bi za začetek 2 sklopi vprašanj izpostavil, ker več se bojim, da ne bo časa in če bo še kaj diskusija. Eno vprašanje, vse vprašanje so seveda namenjeno obema, ker se pač knjige nekako bi rekel tudi prekrivata. Eno vprašanje seveda, ki se vedno mi postavlja, Miha ga je že deloma načel, je seveda, kaj vsebina pojma Kras, vsebina pojma Goriška. To seveda nista sinonimna pojma, ampak sta v določeni meri komplementarna pojma in se tudi prekrivata. Ne? Z moje goriške perspektive, ko sem se ukvarjal, vem seveda, Goriški imajo ves čas posestva na Krasu, imajo svojega glavarja za Gorico in Kras, recimo, se pravi, da so šteli Kras k sebi, ne kot posebi, neki tak in tako naprej. Tukaj se postavlja cela vrsta vprašanj, kaj razumemo pod Goriško v srednjem veku, kaj razumemo pod Krasom v srednjem veku. Mogoče lahko komentirate to še, Vojko Tin za začetek. Miha je že nekaj povedal. Ja, najbrž je tudi za vprašanje, kaj se pojmuje, ali je to samo geografska označba, ali recimo gre tukaj, kakor je Miha Kosi izpostavil, ali gre tukaj morda tudi za neko pravno, formalno entiteto, ki vodi v neko protodeželo. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je oboje možno, vsekakor. Goriški so seveda imeli posesti na Krasu, ampak veliko teh posesti je bilo zgubljenih, ne, v poznem srednjem veku. Torej v času, ko je tukaj govor, je imel verjetno Kras drugačno konotacijo, kakor v visokem srednjem veku. Jasno je seveda to, da je Kras nekdaj zajemal veliko širši prostor, kako se
ga danes pojmuje, praktično od Gorice, celo Gorico nekateri, kako sem mogoče prej izpostavil, so nekateri videli kot del Krasa, čeprav so to verjetno spremljali bolj oddaleč iz furlanske perspektive, pa seveda vse tja do ne vem, do Gotnika. Vključno reke. Vključno reke, ker tukaj verjetno je nek svoj lonček so morali pristaviti tudi Devinski. No, se hotel vključiti, ni to pravzaprav posledica tega, da so bile to devinske posesti in da se je pojem Kras apliciral tudi na devinska oziroma valsevska posestva. No, najprej bi jaz izpostavil to, da ko govorimo o Krasu v srednjeveškem geografskem pojmovanju, če tako rečem, je to prostor, ki sem ga prej omejil, ki je segal na eni strani, ki je zajemal celotno planoto Kras, zajemal je tudi gospodstvo, recimo Vipava, zajemal je celotno Pivko, Brkine, Podgrajsko Podolje in segal vse do reke, do Kvarnerskega zaliva. To je geografsko pojmovanje, ki so ga tako razumeli tudi recimo v 13. 14. stoletju kot pričajo viri. En medklic, se pojavlja razlika recimo, kako so gledali na Kras iz Furlanije, kako so gledali z Kranjske pri obsegu Krasa? To bi pa zdaj težko, to je pa, bi rekel, težko vprašanje. Zdaj bi težko na to odgovoril. Ampak če gledamo zdaj vire tega prostora, hotel sem to poudariti. Seveda, del Krasa je bil goriški. Goriški grofje so imeli svoje posesti na Krasu, tudi svojega glavarja za posesti na Krasu. Tole, geografsko je njihovi teritoriji pokrivali tudi del Krasa. Ampak v političnem smislu, kot se Kras izoblikuje zlasti v teku 15. v začetku 16. stoletja, se izoblikuje politični pojem strogo ločen od goriških posesti. Goriške posesti na Krasu postanejo seveda v teku razvoja del dežele oziroma grofije Goriške. Medtem ko ostali prostor, geografski prostor Krasa je dolgo bil razdrobljen med številne posestnike, med katerimi je seveda treba izpostaviti rodbino Devinskih do konca 14. stoletja in njihove naslednike Valzajce v prvi polovici 15. stoletja, ki so uspeli na velikem območju Krasa oblikovati skoraj da zaključen velik teritorijalni kompleks, ki je tvoril tudi kasneje za cesarja Friderika, bi lahko rekli, tisto jedro, okoli katerega se je oblikovala ta protodežela, če tako rečemo, pod imenom Kras. Bistvena vloga seveda gre cesarju Frideriku, ki je uspel, če grdo rečem, bil je zmeraj v finančnih zagatah, ampak zmeraj v končni fazi mu je uspelo nemogoče. Dediščine je pridobival zaporedoma vsakih nekaj let od ene pomembne rodbine. Tako je v drugi polovici 15. stoletja tudi v širšem območju Krasa pridobil dediščine 4 ali celo 5 pomembnih rodbin in lahko ustvaril zaključen teritorij, ki je zdaj dobil ime Kras oziroma bil v političnem smislu smatran kot Kras. In če v zadnjem poglavju knjige tudi ta Kras z viri natančno opredeljujem, kaj je zdaj dežela Kras v narekovajih v 16. stoletju zajemala. Če gremo na hitro, to je gospodstvo Vipava, gospodstvo Postojna in celotno območje Pivke do vključno reke, Podgrajsko Podolje do Čičarije z velikim delom Brkinov in segalo je do Socerba nad Trstom na eni strani, na drugi strani pa je zajemal še enklavo Devina za širšo okolico. To je zdaj območje, ki je v več virih jasno opredeljeno kot Kras v političnem smislu. Zdaj upam, da smo nekako razrešili to, kaj je zdaj Kras v geografskem smislu, kaj je pa Kras v političnem smislu, kot se izoblikuje v 15. oziroma 16. stoletju. No, verjetno osnova za ta kraško identiteto so devinska posestva, devinska gospodstva in potem valzevska gospodstva. In tukaj smo zdaj seveda pri tistem vprašanju, oziroma pri tej temi, ki je bila najbolj intrigantna v tvoji knjigi, to je to zadnje poglavje, nastanek dežele Kras, ki je nedvomno seveda, bi rekel, zelo pomembna stvar v tej knjigi in ki bo povzročila pravzaprav, da bomo s še večjo pozornostjo vire, ki se nanašajo na Kras, pravzaprav brali ali pa jih opozorili tudi iz te perspektive. Ali je dejansko prišlo do
do oblikovanja te dežele. Kras namreč ena nenavadna situacija se pojavlja v tem slovenskem prostoru, ki se v tem deželnem razvoju kaže kot neverjetno pravzaprav razbitne. Jaz ne vem, če imamo še kje kakšne v tem širšem vzhodnoalpskem ali pa habsburškem prostoru tak primer, da imamo ene take nastavke teh različnih dežel, kot jih imamo ravno tukaj na tem prehodu. To so v bistvu bile ene mehne tvorbe, ki niso bile sposobne samostojnega deželnega razvoja. Isto velja za goriške posestvi v Pazinsko grofijo in za grofijo Mark in Metliki, so bile priključene. In zdaj imamo tukaj še en tak nastavek. Če smem povedati moje mnenje, sem nekoliko malo bolj zadržan kot si ti, Miha, recimo, nedvomno si izbral tukaj kupenih informacij, ki pričajo o tem, da se je tukaj začela med plemstvom kraškim razvijati neka posebna zavest o skupni pripadnosti in tako naprej in da so se videli kot nekaj posebnega in da so jih tako pravzaprav tudi naslavljali na dvoru ali pa kakorkoli. Ampak za deželo seveda bi bilo mene odločilno vprašanje, kje so se oni tožarili. Kdo je bila njihova sodna instanca, kje so imeli ograjno sodišče. To je nekaj, kar so plemstvo v Istri imelo in plemstvo v Metliki imelo, Gorica je tudi imelo, kje so bili Krašovci, če bi imeli svojo deželo, bi mogli imeti to. Drugo vprašanje seveda so te njihovi deželni privilegiji, ki so ga dvakrat prosili in dvakrat se sklicujejo, da so jim zgoreli privilegiji, da so izgubili in da nimajo niti vidimusa, torej niti kopije nimajo teh svojih nekdanjih privilegijev. Zopet se tukaj postavlja vprašanje, a so ta privilegij res imeli, torej iz drugih cele vrste primerov vemo, srednji vek je bil seveda, torej falsificiranje ni bilo razumljeno kot nekaj slabega, ampak kot nekaj povsem normalnega. Falsificirale so se listine in gladko si se lahko tudi spomnil, da si nekaj izgubil in si prosil potem za potrditev. Tako da tukaj so zame velika vprašanja, ker se tudi sklicuje, da so te privilegije dobili že pod Devinskimi, po drugi strani se sprašuje človek, a so Devinski sploh bili zmožni takšen privilegij izstaviti v svojem statusu, nenazadnje so bili ministerialno plemstvo in tako naprej, podredijo se Habsburžanom kot deželski gospodje, se pravi kot vsi navadni deželani in tako naprej. Torej, hočem reči, diskusije bomo tukaj imeli še naprej, ampak zelo pomembna se mi zdi to tvoje poglavje v tej knjigi. In vprašanje, ki ga imam pravzaprav tukaj zdaj za oba dva, je pa seveda vprašanje tega plemstva na tem prostoru, goriškega in kraškega. Ko človek bere te tekste, ali pa ko se ukvarja s temi, vstopajo pred nami tej plemiči, ampak v bistvu so to eni majhni plemiči. Nimamo kakšnih težkih igralcev. In malo jih je. Saj jih imamo tudi v Istri, imamo majhne plemiče, pa v grofiji Mark in Metliki imamo iste, ampak tukaj nikjer nimamo nekih familij, kot so na Kranjskem Turjaški, recimo, kot so bili Ptujski na Štajerskem, tukaj, če govorim v našem prostoru, torej res težke, torej pomembne, močne familije za celo vrsto gradov, za celo vrsto dohodkov in tako naprej. Tega tukaj nima. Lahko nekaj o strukturi tega plemstva kraškega in tega goriškega plemstva še poveste. O sliki, ki jo imate v tem. Bom na to skušal komentirati, ampak samo v par besedah bi se navezal na tvoji dve vprašanji prej, oziroma pomisleka. Kje so se tožarili kraški plemstvi? Gre namreč za tako imenovano Landšrane, torej ograjno sodišče. To je bilo vrhovna sodna inštanca za vsako deželo, ki je funkcionirala kot prava srednjeveška dežela. Torej, plemstvo je imelo svoje sodišče, kjer so reševali spore in tako naprej. Poznamo tako sodišče seveda na Kranjskem, v grofiji v Marki in Metliki na Dolinskem. Žal, jaz v dosedanjih virih, ki sem jih predelal glede Krasa, nisem naletel nikjer na podatek, ali so imeli svoje plemiško sodišče in kje bi to eventualno lahko imelo svoj sedež. Imam pa, bi rekel, drug argument. Nimam pa tudi nobenega najmanjšega indica, da so se tožarili oziroma reševali svoje spore na Kranjskem ali v Gorici. Tudi ne v Istri. Ampak spore seveda... Se pravi, nobene sodne listine ni ohranjene. Žal, tako. Se pa v neštetih, nam rekel neštetih, ampak v kar precej listinah omenja Landesrecht am Karst. Torej deželno pravo, po katerem so se plemiči ravnali glede rodbinskih zadev, porok, reševanja sporov glede posesti in tako naprej.
Torej, obstaja neko deželno pravo in nekdo je moral po tem pravu soditi. To je Landesrecht am Karst, to ni bilo krajinsko pravo. Ne? Če bi imeli možnost s pogledom na zemljevid, pri pogledu na zemljevid skušati izločiti ali pa določiti neko točko, ne, ki bi bila najbolj ustrezna, bi verjetno bilo to na Reki. Ne? Ker je bila Reka glavno urbano središče Devinskega in kasneje Valzejskega krasa, ne? Tam so bile določene sodne instance, to je z virov razvidno, sicer ne za to plemiško sodišče. Ne? Tam so imeli in Valzejci Devinski svojo grobnico, svoj samostan, to je bilo seveda edino pravo urbano središče krasa. Sodilo je pa pod Kras, kar je lepo jasno razvidno iz valzejskih delilnih pogodb, kjer se omenja Reka in vse njihove posesti, da ležijo am Karst. Ne? Torej, Reka je bila del tega teritorija. V Trstu to ni moglo biti, ker je bil seveda Habsburški, imel samostojno, bi rekel, je bil samostojna Habsburška enklava. Ne? Tako da, ampak dokler seveda nimamo kakršnekoli potrditve glede tega ne moramo naprej komentirati. Ne? Kar se... Kjer družine mislite? Sploh ni bilo Slovencev takrat še. Takrat pa še ni bilo Slovencev. Ja, ni bilo pač. Ja, pa ni bilo Slovencev. Verjetno... Plemstvo je bilo nemško govoreče, kakšno je bilo po izvoru, stoletje nazaj, ne vemo, nemško govoreče, drugače jih pa ne da opredeliti. Ne moremo reči. Absolutno, ja. Absolutno. Nemško govoreče, tudi priimki so nemški in tako naprej, to ni dvoma. Ne? Čeprav jaz mislim, da so bili precej dvojezični na tem prostoru. Seveda. Ker je bližine Italije in tudi imamo nekaj... Ja, misliš italijansko in nemško. Ja, bili so recimo dvojezični, mislim, da so govorili tudi seveda slovensko. Če govorijo slovensko, še ni nujno, da so Slovenci. Tukaj so dve različni identiteti. Ampak te plemiči nasplošno, jaz mislim, da imamo nasplošno mi tukaj krivo predstavo glede napisane vere, tudi da so seveda tudi nasplošno slovenski prostor, da govorimo o nemško plemstvo, da te stereotipi, o katerih ne bomo zdaj govorili. Ampak že po sami logiki stvari, če živiš v prostoru, če zrasteš v prostoru, ki je večjezičen in te prostori so bili večjezični, si sam tudi večjezičen. Uporabljaš pa seveda en jezik v eni socialni situaciji in drugi v drugi socialni situaciji. Zdaj, Goriška je mogoče ena posebnost, ti si tu pisal o tem, da patrimonialnega sodstva praktično Goriško plemstvo ni imelo. Ne? Recimo patrimonialno sodstvo, se pravi sodstvo nad svojimi podložniki. Kako naj bo nek zemljiški gospod razsoja nemško govoreči, kot je pri nas ta predstava, nad slovensko govorečimi kmeti, če ne razume, v čem je spor. Moral je razumeti ta jezik. Ne? Tako da jaz mislim, da so bili seveda bistveno večjezični. Omenil si Ivana, Leonhard Goriški je prav tako, recimo dinastija, plemstvo so bili tudi. Recimo, za Leonharda vemo, da je znal, rečemo temu slovensko, na Celjskem dvoru. Ne? S Katarino Brankovič imamo eno pismo ohranjeno, ki je napisano v srbščini. Naslovljeno na Leonharda in tako naprej. Zrastel na Celjskem dvoru. Očitno so seveda te plemiči imeli jasno, Sužinčat, to lokalno plemstvo je bilo večjezično in to se je prenašalo, to se je ohranjalo. Dojili je lahko že teh otrok so bile seveda lahko slovenskega izvora in tako naprej. Tako da to vprašanje je seveda eno širše. Ne. Zdaj, kar se tiče mogoče plemstva, vprašanja o tem, da so bili plemiči pravzaprav precej nepomembni, posebno v primerjavi s Kranjsko, je tukaj gotovo Mehni so hotel reči. Mehni, ja, v smislu, da niso imeli... En grad so imeli, ja. Nima še enega, ki bi imel 3 gospodstva, ali kaj takega. Rihenberški so bili taki veliki gospodje. Tukaj se vidi razlika, recimo, Goriška je pač doživela na politično deklinacijo in zaradi tega je potem tudi moč plemstva v tem smislu upadala. Ne? Če se primere, recimo, Goriško visokega srednjega veka, potem se najde, recimo, kakšne take gospode. Ampak stvar je bila tudi tam, da so Goriški v poznem srednjem veku precej centralizirali posest. Se pravi, ko neka rodbina
izumrla, tak je primer Richenberških, pa je še nekaj, so ta kompleks spremenili v komorno, se pravi deželno knežjo posest in so obvladovali oni sami, torej jasno preko svojih uradnikov nastavljenih. Ne? Tako da v visokem srednjem veku je še bilo nekaj takih gospostov, recimo medtem ko v poznem srednjem veku pa dejansko ne. In tukaj se vidi, vse bolj se kaže, da je bilo ogromno tega malega podeželskega plemstva, kar še bolj podkrepi, po mojem mnenju, tezo, da so ti ljudje znali slovensko. Ne samo to, recimo več primerov je na Goriškem, ko je grof povzdignil recimo, ne vem, posameznike, recimo meščane, na primer neka družina Rafael, ki je zelo možno bili po izvoru domačini, so govorili že avtomatično slovensko in ta človek je postal recimo drugi človek v deželi. Se pravi, iz enega neplemiškega položaja v 70 letih povzdigne v plemiča, v 90 je že za Virgilom Grabnom drugi najpomembnejši človek, ki ga pošilja na misije v Benetke. Tukaj se vidi to se pravi, očitno te zareze niso bile tako izrazite in tudi pojem gospostva. Smo se tudi normalno navadili vse opredeljevati za gospostvo, pa niti ni res. Recimo, ti mali plemiči so dobili komplekse zemljišč, ki v pravnem smislu niti niso gospostva. So feudi in niti niso pravi gradovi, to je dr. Sapač zelo dobro med drugim predstavil v teh tudi študijah kasteljoških. Se pa pod Habsburžani zelo močno razvijajo gospostvo in to zato, ker deželno knežja posest, komorna posest razpada. In deželni knez prodaja, pa tudi na druge načine posamezni plemiči se dokopljajo do večjega kompleksa in predvsem 16. stoletju to videti. Je videti, kako vzniknejo nova gospostva na Goriškem. Križ, kanalsko gospostvo, ki v poznem srednjem veku ne obstaja. Recimo Simon Hungerspach, za katerega bi rečeno, da je imel eno najvišjih funkcij v cesarstvu tedaj, je izhajal v bistvu z enega dvora v kanalu, enega plemiškega dvora, niti stolpa ne vem, če je imel, blizu cerkve Svete Marije. Ne? Čeprav so bile te posesti potem tudi razdrobljene po deželi, ampak nekih velikih grajskih središč, očitno tudi grof sam tega ni dopuščal, pa še upadanje moči vpliva. Ja, Miha, na Krasu verjetno na nek način drugačna situacija, ampak ker nima državni knez drugačno politiko vodil, ampak vseeno. Glede na tvoj bi rekel komentar, da nekih težko kategornikov na Krasu ni bilo, se seveda treba strinjati. Po Devinskih recimo, ne? Po Devinskih in Valzajcih seveda. Gre za rodbine, ki v širšem prostoru kot zemljiški posestniki nimajo velike teže. Imajo, tako kot si ti tudi omenil, eno gospostvo ali morda dve gospostvi na Krasu in to je to. Tudi se ne poročajo s kakšno elito vzhodnoalpsko, ampak potrebno je pa nekaj izpostaviti. Kljub tej, če rečemo v narekovaju majhnosti, so se nekateri od njih v teku 15. stoletja povzpeli zelo visoko. Recimo Ravnaher, ene z rodbine Ravnaher, zdaj ne vem kateri po imenu, je recimo že spremljal cesarja oziroma kasnejšega cesarja Friderika na Romanje v Palestino in je omenjen v njegovi lastnoročno napisani beležnici med 50 plemiči vzhodnih Alp, ki so bili z njim kot mladim vojvodo na Romanju v Palestini, to je bilo leta 1440. In seveda v taki ozki družbi lahko seveda navezal tesne kontakte z cesarjem in ta rodbina je kasneje v cesarjevi službi tudi kotirala precej visoko, bili so cesarjevi svetniki in tako naprej. Izpostavil bi še drugo rodbino, Elaher, ki je tudi bi rekel, avtohtona kraška rodbina, ki nima v širšem prostoru na Kranjskem in tako naprej popolnoma nobene funkcije. En iz rodbina Elaher je omenjen med 16 plemiči, ki jih je cesar Friderik povabil na dvor na Dunaju, da so bili za družbo mlademu Maksimiljanu, da se je vzgajal v družbi sebi enakih, poleg enega Auersperga z Kranjske in še vrste drugih plemičev, skupaj jih je bilo 16, ki so živeli, potem leta živeli na dvoru in bili za družbo Maksimiljanu. Kraški plemič Elaher, njegov, mislim, da je brat Tomaž ali kdo? Wolfgang Elaher. Ne, eden je bil konec 15. stoletja izjemen diplomat in ga je Friderik oziroma Maksimilijan imel specialno za odnose z Benetkami in v enem beneškem viru je izresno omenjeno, Jurij Elaher, izresno omenjeno, da je izjemno dober govornik.
Benečani so ga cenili, ne? Bil je pa po poreklu s Krasa, ne? Recimo. Tudi prepletanje teh, recimo, Elaherjev. Njegov brat je bil, recimo, ga je goriški glavar namestil ga je imenoval za glavarja. Medtem Jurij Elaher je bil seveda iz druge dežele, ampak sta nek način celo sodelovala preko deželnih meja. Ne? Ampak tukaj verjetno se ta drobno plemstvo zelo dobro inkorporiralo v spremembe tistega časa, ko so vladari seveda iskali podporo v plemičih, ki morda niso imeli nekih strašne moči, ampak so iskali tudi konec koncev sposobni ljudi, ki so prevzemali nove uradniške funkcije. Ne? Zato vzniknejo ti ljudi. Recimo Elaher je bil z Ungerspachom glavni komisar, ki ga je Maksimilijan poslal v Gorico 1500, da je uredil razmere. Ne? Očitno so bili to ljudje, ki jim je Maksimilijan osebno zaupal in so predstavljali neko novo ero plemstva, bolj uradniškega. Eden od kraških plemičev, zdaj ne vem, je bil Elaher ali Ravnaher, je bil prisoten ob smrti Maksimilijana v Velsu v Zgornji Avstriji, v tisti ozki skupini najpomembnejših zaupnikov cesarjevih. Ne? In je potem celo poročal kranjskim stanovom, o kaj se je dogajalo ob Maksimilijanovi smrti. Pozabil sem, za katerega je točno šlo. Ne? Dobro, zdaj smo že prekoračili za 10 minut predviden čas, tako da najbolj, da jaz utihnem. In dam še vam besedo, če imate, prosim, kakšno vprašanje ali karkoli. Še kakšno vprašanje, gospa? Ali še kdo med vami še kakšno načel, kakšno temo? Še kakšno vprašanje? Andrej? Ja, Miha. Ja, tako. Zdaj, oba avtorja sta končala nekako s časom Maksimilijana, ne, in z obdobjem, ko v tem prostoru, recimo, če gledamo sodobne perspektive, jugozahodni del slovenskega etničnega prostora pade pod oblast Habsburžanov. Ne. In gledano za nazaj se mogoče to zdi zelo samoumevno, da v tem prostoru, do katerega pa je gojila apetitov kar nekaj sil, ne, na koncu pa zmaga ena od njih. Zdaj, kaj je po vašem mnenju ključni razlog, da so bili Maksimilijan oziroma Habsburžani tisti, ki so na koncu uspeli prevladati v tem prostoru? Ne pa recimo kdo od ostalih tekmecev, navsezadnje Benetke. Ja, pa si bil edin tekmec. A je bil še kdo? Ja, navsezadnje, če gledamo za obdobje kakšnih 100-200 let nazaj, ne, gotovo je več sil, ki so tukaj gojile neke aspiracije. Navsezadnje Sigismund, ne, pa Ogrska. Kar se tiče Goriške, lahko vključimo še tretjo silo, ki sicer ni bila direktno, neposredno tukaj prisotna, ampak to so bili Turki. In prav Turki recimo so pripomogli, vsaj konkretno v tistem letu, ko je zadnji goriški grof pač umrl. In Turki so bili zelo zaposleni v vojni takrat. V vojni proti Benečanom in so zaradi tega manj pozornosti dajali drugim področjem. Druga stvar je pa tudi, niso bili posod seveda uspešni. Maksimilijan Habsburški je leto prej izgubil možnosti, da bi dobil v svoje roke Milansko vojvodino, ki je bila seveda dosti bolj pomembna kot goriška grofija. Ne? In tam so bili prekratki. Tako da recimo to je mogoče tudi vplivalo. Ni pa po mojem mnenju odvreči tudi teze, da je tudi goriško plemstvo kot tako bilo bolj povezano recimo s kranjsko deželo ali pa sploh tudi s cesarjem samim. Ne. To se vidi tudi v ravnanju plemstva. Ne. Prej omenjeni recimo Virgil Graben je sicer mogoče igral dvojno igro. Ne. Njega so Benečani poskušali podkupiti in so bili gotovi, da jim bo predal grad, da bodo po mirni poti prišli na goriški grad. Že 13 let prej, že 1487 so s tem začeli in obljubili vse mogoče, visoke zneske, celo patriciat, se pravi članstvo v velikem svetu. Vendar je, ko je prišlo do krucialne točke, je Virgil Graben obrnil hrbet, šel na sever, prepustil svojemu sinu skrbništvo nad goriškim gradom, ta se je pa delal, kot da nič ne ve, tako rečem. Se pravi, šlo je tudi za take zelo diplomatske, torej Benetke so dosti igrale na tako imenovane probeneške struje v posameznih mestih. In seveda tam, ki so bile te močnejše, recimo Trst, je bila tam ta probeneška struja močnejša. In so imeli celo
agente, ne? To se lepo vidi tudi v virih, to se pravi, so imeli svoje ljudi nastavljene, ki so pač sledile kakšne situacije v mestu in poskušali ljudi pridobiti zase. Zdaj v primeru Goriške so bile tudi te povezave, recimo med prednografijo na Koroškem in pa notonografijo oziroma premočne tudi, ne. Se pravi, več teh faktorjev vplivalo v tem primeru, da pač Benečani niso uspeli, sicer bi lahko pa tudi, ne, seveda. Tukaj bi še jaz pokomentiral oziroma dal malo odgovor na Tomaževo vprašanje. Seveda, iz moje knjige seveda je podrobno razvidno, koliko velesil srednjeevropskega prostora je imelo apetite in se je tudi neposredno vmešavalo v širši kraški prostor. Ne. Od 13. stoletja naprej, vse sem jih prej sumarno na hitro naštel, ampak tukaj je cela serija, vključno recimo z bavarskimi Wittelsbachi, kar je bilo meni novo, moram reči, da tega prej nisem poznal. Konec 14. stoletja so Wittelsbachi preko dedovanja po Goriški pridobili 1/3 goriških posesti v Goriški grofiji in na Krasu. Ne. Neposredno so obvladovali nekatere gospodstva, pobirali dohodke od Mittenc, njihov koroški glavar, ki so ga imeli tudi za koroške goriške posesti, je neposredno upravljal s temi kraškimi postojankami. Bavarski Wittelsbachi, pa kje daleč ne, je Bavarska od tega prostora. Seveda pa ne smemo pozabiti na bližnjo Ogrsko. Ne. Ogrska je bila izjemno močan političen faktor, celo 14. morda še bolj v 15. stoletju in seveda vprašanje, zakaj so v končni fazi prevladali Habsburžani. Če gledamo drugo polovico 15. stoletja, ne smemo pozabiti na Matijo Korvina. Matija Korvin je bil seveda evropska supersila v drugi polovici 15. stoletja. Ne smemo pozabiti, da je imel del Kranjske zasedene, on je imel velik del Štajerske, velik del Koroške, ne. Dunaj je imel zaseden, ne. In tudi na Kranjskem celo Kostanjevico in Klevevš, ne. Relativno blizu. In leta 1485 je celo poslal močan ogrski upad vse do Devina, Trsta in celo do Pordenona. Ne? Je pa seveda po njegovi smrti Ogrska v kratkem izgubila ta velik blazen potencial politični in vojaški, kot ga imela za časa Korvina, in Habsburžani so se, lahko rečemo, v kratkem času opomogli ravno v trenutku, da so lahko pobasali, če tako rečem, goriško dediščino in se utrdili dokončno v tem prostoru. Ne. Je pa tako rekoč do zadnjega, do konca 80. let 15. stoletja Matija Korvin seveda bil izjemno velik nasprotnik. Ne. Vse se je moral cesar Friedrich umakniti z Dunaja, ne, kje je imel rezidenco, v Lincu, ne, pa v Gracu. Ne. Toliko o tem. Ne. Dobro. Če ni nobenega... Ja, kar. Hvala lepa. Čestitke obema za vajne knjige. Imam pa eno vprašanje, ki je bolj provokacija za Miha kot resna stvar. Namreč, o tem sva se pogovarjala, tako da je čisto zadnje verzije, kako si zdaj to formuliral, še nisem prebral. Imel sem pa takrat, kot se spomniš, podobne pomisleke, kot jih imel kolega Štih. Bi te pa vprašal tole, recimo omenil si Ravnaharje in pa Elaharje. Zdaj, jaz vem, za recimo po koncu 15. pa začetku 16. stoletja so bili nekateri Ravnaharji zelo vpeti v Kranjsko stanovsko korporacijo. In omenil si enega izmed Elaharjev, ki je bil v začetku leta 1519, ko ne bi bila dežela že pošteno v nastajanju, ob umirajočem Maksimiljanu, ne? In omenil si, da je pisal oziroma poročal kranjskim deželnim stanovom. Zakaj pa ne bi poročal kraškim deželnim stanovom? Se morda jim je. To je bilo moje vprašanje. Ja. Dejstvo je, da seveda nekateri kraški plemiči, še posebej, ko so dobili veliko vlogo, kot cesar Friderik pridobi tako rekoč celoten Kras, podredi svoje oblasti, so v njegovi upravi dobili velik pomen, veliko vlogo. In v tem kontekstu je tudi razumeti, seveda, da so se povezovali z Kranjsko, imeli funkcije tudi, bi rekel, v zvezi s Kranjsko. Ne? Samo to še ne pomeni, da je Kras sam na sebi kakorkoli bil pa politično del Kranjske. Ne? To, da nekateri kraški plemiči funkcionirajo tudi v prostoru Kranjske, pa to še to zlasti čist konec 15. začetku 16. stoletja. Ne?
Prej jaz tega nisem zasledil. Ne. To ne pomeni, da je Kras politično bil del, ne, ker se zvedaj vedno in dosledno ločuje od Kranjske. Ne. Je pa pomemben moj argument, ne, da je Kras dejansko funkcioniral samostojno to, da so se kraški plemiči požvižgali na Kranjski deželni zbor. Ne. In celo žal imamo mi zelo malo spiskov udeležbe Kranjskega deželnega zbora iz 16. stoletja. Ne. Ampak imamo iz leta 1543 potencialni seznam udeležencev, torej vseh, ki so si jih Kranjci želeli videti na Kranjskem deželnem zboru, ne samo tiste, ki so dejansko prišli. Ne. In če se ne motim, je tam samo 7 plemičev Krasa in Istre omenjenih. Ne. Če pa gledamo imensko, torej davčno knjigo, je pa tam 40 oseb omenjenih med plemstvom Krasa. Ne. Spravi, ta razkorak je velik. Ne. Očitno večine kraškega plemstva niso niti vabili, niso pričakovali, da bojo prišli in so se ti krašovci, ki jih je bilo 40, požvižgali na ta Kranjski deželni zbor. Ne. Je pa res, da v drugi polovici 16. stoletja se pa slika postopno obrača. Ne. Mislim, da s 1573, kdaj imamo spet spisek zasedbo, ne, Kranjskega deželnega, 77, imamo sezname plemičev, ki so se udeležili Kranjskega deželnega zbora, tam je pa že 20 plemičev navedenih. Ne. Krašovcev in Istranov skupaj. No, tako, ne. Tako da ta številka se povečuje in seveda ostaja dejstvo, da v teku druge polovice 16. stoletja in potem, ne vem, do začetka 17. je Kras postal sestavni del vojvodine Kranjske. Tega pa seveda jaz v svoji knjigi nisem imel časa, niti volje, niti nisem kompetenten za vire 16. stoletja. Nakazal sem nekatere istočnice, ne. Pozivam pa seveda kolege, ki so pa bolj suvereni v virih 16. stoletja, obvladajo to tematiko, da bojo skušali zdaj raziskati, kako se je pa zdaj ta Kras, ta dežela v nastajanju postopno stapljal in tudi stopil z Kranjsko v enotno deželo, ki je seveda funkcionirala potem v takem širokem obsegu naprej stoletja, nadaljna stoletja pod Habsburško oblastjo. Ne. Mislim, da bi to je še, mislim, da bi bilo smiselno enkrat organizirati ten pogovor samo o tem vprašanju, ker je toliko vprašanj odprtih, ne. Od tega, kam je komorna posest spadala, pod Ljubljanskega vicedoma, od tega potem, mislim, tukaj bi šli lahko naprej, ne. Deželni knez potrjuje te tudi goriške privilegije, celo vrsto jih imamo v 15. stoletju, nikoli se ne omenja kakršenkoli privilegij za Kras, ne. In tako naprej. Tukaj je še toliko odprtih vprašanj, potem recimo ni dežela brez deželnega kneza. Torej, dežela je seveda plemstvo, ampak mora imeti tudi deželnega kneza. En habsburški deželni knez ne verjamem, da je imel željo, da bi tle ena deželjica kot politična entiteta obstala in tako naprej. Ampak to je za drugo debato. Koliko smo žuro pa pol dolgi, jaz se vam vsem skupaj zahvaljujem. Hvala lepa, da ste prišli v takem številu, me veseli. Srednjeveška zgodovina in starejša zgodovina očitno še vedno zna biti zanimiva, kar je seveda super. In mislim, da bomo v neformalnem krogu oziroma v okolju zdaj še nadaljevali tudi s kakšnimi pogovori. Hvala lepa vsem skupaj. Hvala.